Pozdravljeni. Pa si danes pogledamo algebrske ulomke. Algebrski ulomki so v bistvu navadni ulomki, ki imajo ali v števcu ali pa v imenovalcu tudi kakšno spremenljivko. Pravila računanja ostanejo enaka, bomo si pa pogledali pač različne primere. Zdaj, najprej, da lahko začnemo računati, moramo zadati na skupni imenovalec. In če hočemo dati na skupni imenovalec, moramo znati pa tudi razširjati in krajšati. Zdaj, krajšanje in razširjanje, če se spomnite, ulomek ostane enak, če zgoraj in spodaj pomnožimo z istim ali delimo z istim od nič različnim številom. Pa si pogledamo tale prvi ulomek, tule imamo v števcu a na 3, to pa a na 5. Če bi si to recimo za a je na daljši način napisali, bi imeli tukaj a krat a krat a, ker a na 3 pomeni točno 3 je a, 1, 2, 3, to bi bilo a na 3 pomnoženi skupaj. Zdaj b na 4 si bomo popustili kar v strnjeni obliki, ker če ne bo preveč pisanja, drugače bi pa tudi bili tele 4 b. Kaj pa to, če imamo a na 5, to pa pomeni, da imamo spodaj a krat a krat a krat a krat a. Tako, b pa pustimo zdaj zaenkrat v strnjeni obliki. In zdaj, kaj bi iz tega lahko pokrajšali? Ja, spravi, delimo lahko s takimi, ki so in v števcu in v imenovalcu. To pomeni, da se tale a krajša na primer s temlem. Potem tale se krajša s temlem in tale se krajša s temlem. Ostaneta nam še dva a-ja v imenovalcu. In to bomo zdaj napisali zgoraj nič za enkrat, bomo napisali tukaj a na kvadrat. No, s podobno logiko lahko razmislimo tukaj tudi, b na 4 pa b na 3. Zgoraj bi bili razporejeni 4 b, se pravi, tole bi bilo takole b krat b krat b krat b, spodaj pa 3 b krat b krat b. 3 lahko prečrtamo zgoraj, 3 lahko prečrtamo spodaj in v resnici nam ostane v števcu samo b. Kadar se zgodi, da prečrtamo ali v zgornji vrsti, v števcu ali v spodnjem, v imenovalcu, vse črke, številke in vse, nam pa ostane 1. Se pravi, pri krajšanju, kjer krajšamo do konca, tako bi rekli, nam ostane potem 1. Dobro, zdaj smo se že malo greli. Zdaj pa pogledamo, krajšamo lahko ulomke, ki imajo med sabo krate. In če si tule pogledamo, imamo izraz, več izrazov, ki so med seboj pomnoženi. In vse, kar je ločeno s kratom, lahko krajšamo, če le ustrezen izraz najdemo v števcu in v imenovalcu. In tukaj vidimo, tukaj je en takle izraz, x minus 1, zgoraj sta pa 2. In v prvi v imenovalcu lahko krajšamo celotnega, tukaj pa prečrtamo samo dvojko in v bistvu nam ostane x minus 1 na 1. Tako, in kar napišemo črto in damo takle x minus 1. X plus 4 pa x plus 4 je tu en pa spodaj en pa zgoraj en, lahko pa krajšamo. Zdaj še pa takole, zgornjega lahko krajšamo enega, tu pa od 3 pustimo še 2, ker smo enega krajšali. In nam ostane x plus 2 na kvadrat. Tega zdaj trenutno ne bi naprej reševali, ker je bil naš namen samo krajšanje.